Z nami je Mojca Črtalič-Andolšek, direktorica podjetja Ferro Črtalič. Mojca, je to vaš prvi industrijski forum? Ne, foruma se udeležujemo vsako leto. Jaz moram najprej čestitati gospodu Darkotu, ki je tole še šestič uspel speljati na tako visokem nivoju z odličnimi predavatelji, tako iz izobraževalnih institucij kot iz industrije in ima eno rdečo nit, ki nas združuje med seboj, tako da še enkrat čestitke. Po kakšno znanje oziroma informacije, druge stvari pridete vi na dogodek? Ja, dogodek je ključnega pomena, mogoče z vidika te sfere fakultet, inštitutov, vladnih organizacij in pa industrije, kjer med sabo iščemo sinergije, iščemo skupne rešitve, naletimo na podobne probleme in jih poskušamo skupaj reševati. Danes ste bila tudi sama aktivna udeleženka okrogle mize. Kakšno je bilo vaše sporočilo ostalim predstavnikom industrije? Mogoče glavno sporočilo današnje okrogle mize je bila rdeča nit tega obzorja 2020, kjer smo predvsem se pogovarjali, kako najti pravi pristop ali pa pristopati k razpisovalcem javnih razpisov oziroma razpisov, kjer lahko sodelujemo kot razvojniki, kot industrije in hkrati pridobimo tudi nekaj nepovratnih sredstev. Hkrati pa moramo imeti jasne vizije, cilje, kaj želimo skozi te projekte, kakšni bojo rezultati, kakšni bojo učinki, dodana vrednost in kako lahko to pomaga Sloveniji pri njeni prepoznavnosti in učinkovitosti. Kakšen pa je vaš največji izziv v vlogi direktorice z vidika gospodarskega okolja v Sloveniji? Kaj vam povzroča največ preglavic oziroma krati spanec? Ja, mogoče kot sem že na sami okrogli mizi izpostavila, bi si želeli tukaj, da nas bi naši politiki oziroma vlada prepoznali tudi nas, manjša podjetja in pa srednja podjetja, kot dovolj velik faktor, ki plačujemo v proračun dovolj visoke dajatve, ker smo, mislim, da včasih tudi v slabšem položaju napram privilegiranim večjim podjetjem, imamo slabše pogajalska izhodišča, tako da mogoče tukaj bi apelirala na naše politike, da naj nas jemljajo tudi nas kot enakovrednega partnerja in nam naj dajo možnosti, ki bojo prilagojene tudi za nas. Tako mislim tudi razpise, naj jih prilagodijo, naj jih administrativno razbremenijo in nam omogočijo kandidiranje na teh razpisih. Spregledani oziroma manj cenjeni doma se obrnete tudi v tujino. Je v tujini kruh bolj bel? Ja, to so dolgoletne izkušnje, dolgoletna dokazovanja, kjer so nas v tujini prepoznali kot visoko specializiranega in zanesljivega partnerja, ki veliko vlaga v razvoj, v svoje tehnologije, išče rešitve za najzahtevnejše industrije, tako v aviatiki, tako v prehrambeni industriji, farmaciji, avtomotiv industriji. Na vseh teh zahtevnih področjih so nas prepoznali in implementirajo naše stroje s najboljšimi možnimi rešitvami, ki prinašajo velike prihranke, učinke in zagotavljajo kakovost. Mojca, najlepša hvala za vaše mnenje in dobro delo še naprej.